cringe. Okej, živjo! Nekateri me že poznate, moje ime je Kaja Solo, tisti, ki pa me še ne poznate, se pa naročite. Danes sem vam na Instagram napisala, da mi pošljete vprašanja, na katere bom jaz odgovorila v Q&A-ju. In čas je, da preberem vaše vprašanja in odgovorim na vprašanja. Ok, zdaj, dobila sem ful veliko sporočil, dejansko jih nisem toliko pričakovala. Tiste, ko se bo ponavljala, žal ne bom vseh odgovorila. Zdaj pa najboljš, da kar začnemo. Followajte me na Instagramu, moj username je kaja.solo. Že preden sem začela orang snemat, mi je napisala, da nima več place na kartici. Kaj pomeni? Vedno si izbrišite stvari dol z kartice. Pogledaj, začnimo s vprašanji. Torej, ali želiš imeti otroke? Ne. Stara sem 20 let. Marsikdo že ima pri mojih letih otroke. Jaz pa, ne vem, prvo hočem imeti v redu službo, da lahko sebe preživljam, preden lahko preživljam druge ljudi. Ja. Naslednjo vprašanje je, katerega ličila ne maraš? Ok, čakajte. To si meni spoprejeti. Jaz nikoli ne nosim rdeče šminke. Ok, včasih sem jo nekaj nosila, zdaj sem jo nekaj... Ne da se mi skrbeti, zato da moje ustnice izgledajo v redu. Tudi recimo temnih šmink ne nosim nekaj velik, zato ker pač ne vem, pol ješ in moraš skrbeti za to, kako šminka izgleda, poleg tega gor na zobe gre. Koliko fantov si že imela? Čak. 6. Koliko časa ste že skupaj s Kosto? Midva smo skupaj od 1. septembra, torej... Zdaj je 5. mesec. Ali imaš kakšno domačo žival? Oh my god. Ja. To je Anakin. Hej, daj mi ljubčka, come on. You're so cute. Ok, lagiš nazaj spat. Kdaj imaš rojsten dan? 2. novembra. Kam si hodila v srednjo in osnovno šolo? V srednjo sem hodila na šolski center Velenje, v osnovno pa osnovno šolo Šoštanj. Ali imaš brata ali sestro? Nimam. Tvoja najljubša barva? Definitivno vedno rdeča. Kam bi rada potovala? Povsod. Imam cilj nekako obiskati vsa glavna mesta v Evropi. Tvoja najljubša država in mesto? Moja najljubša država je verjetno nasploh Velika Britanija. Zdaj, Škotska je še vedno del Velike Britanije, tako da pač Edinburgh mi je zelo všeč mesto, ker je ful tako staromodno in ko mi čaka, da grem nazaj. Drugač pa tudi Pariz, pa London, pa vsa tak večja mesta so mi cool, no. Zakaj si spremenila look? Odločila sem se, da hočem nekaj narediti z mojimi lasi, ker takrat, ko sem imela modre lase, sem šla pol v frizerju, ker sem hotela oranžne, ampak to takrat ni šlo in so me takrat dali na črno. Zdaj sem se pa spet odločila, da grem nazaj v frizerju in sem se malo spremenila in pač jaz vedno, ko grem v frizerju, si spremenim look, tako da to ni nič kaj nenavadnega. Pa ne garantiram, da ne bom čez en mesec imela roza las, tako da... That's just me. Če pogledate moje stare videe za nazaj, vidite, da sem jaz imela vse mogoče barve las. A te je bilo kaj strah, ko si objavila prvi video na YouTubeu? V bistvu ne, zato ker takrat še ni bil YouTube toliko velika ni bila še toliko velika stvar. Sej smo gledali YouTube, ampak ni bilo to toliko, kakor je zdaj. Kasneje pa, ne vem, jaz sem redno začela objavljati takrat, ko sem bila konc srednjo šolo, tako da v bistvu, ne vem, nekega bullyinga od mojih sošolcev ni več bilo. Tako da ni bilo nekaj toliko strahno. A boš naredila meet and greet? Zdaj, pri 2000 naročnikih, ne vem, nočem delati še zdaj meet and greetov, ker jaz sama sebe nimam neki, sej to je ful velik, ampak ne vem, nočem še takih stvari delati. Verjetno bom naredila prvi meet and greet, ko bom imela 10 000 naročnikov. Subscribe. Sicer pa, če je kak tak event, recimo bil je Makon, bil je Na meji nevidnega, bil je Kunikon, jaz vedno povem, kje sem in kdaj sem. Tako da, če bom kdaj v Ljubljani, pa da bom na kakmu takmu eventu, vam bom povedala in me lahko pridete tja spoznati. Drugač pa, da bi naredila svoj meet and greet, pa ne vem, mogla bi ga narediti nekje v Ljubljani, zato ker tule pri nas dvomim, da bi sploh kdo prišel in je to cel projekt. In ja, kakšno se vidiš čez 3 leta? Definitivno ne tako, kot sem zdaj. Želim si, da bi do takrat se že odselila od doma. Upam, da mi bo uspelo z YouTubeom in da bom imela dost denarja, da se bom lahko odselila. Drugač pa, da bi ostala s Kosto. I don't know. Definitivno ne bi imela otrok takrat. Koliko otrok bi imela, če bi jih imela? Zdaj, maksimalno 2. Jaz nisem neki človek za otroke, tako da... Kdaj bi se poročila, ko bo čas za to? In kakšno poročno obleko si želiš?
Zdaj, moja mama ima še vedno svojo poročno obleko in jo imam jaz v bistvu v omari, ampak ne bi imela čist iste, tako ima ona, ampak bi imela zelo podobno. Recimo, ful bi rada naredila tek, da bi neko njeno obleko reciklirala v mojo obleko, da bi bil isti vzorc, pa to se v bistvu vam lahko pokažem. Evo, to je moja mamina obleka, zdaj takle vzorček je gor, če lahko vidite. Evo, takle vzorček je gor in bi ga jaz pač nekako uporabila za mojo obleko, je taka kratka. Evo, takle kratka je in tole pride, ja, v glavnem, lahko si predstavljate, meni je full cute, ampak jaz bi jo definitivno naredila tako, da bi bila malo bolj fitting, pa da bi bil ne vem kak lep korset gor. Bomo videli, kaj bomo naredili s to obliko, mislim, da imam še ogromno časa. In kak šopek. Jaz zdaj full ne fantaziram neki o fullu porokah, tako da ne vem, pač neke bele vrtnice, I guess. A bi imela tatu? Ja, bi imela tatu in nekaj časa sem si govorila, da prvič, ko bom zaslužila z YouTubeom, si bom naredila tatu. Kje bi ga imela, če bi ga? Zdaj, ful razmišljam, da bi imela tukaj, ali pa nek tak, ne vem, ful je basic, ampak, ne vem, neko tako mesto, pa da bi bilo, ne vem, neki, ali da bi bilo neki od Star Wars, da bi bil moj logo, ko ga imam na YouTubeu, ne vem, nekaj takega, ko je res pomembno v mojem življenju, ne vem, recimo moj horoskop znak, ali pa nekaj takega, zato ker pač to bo zavedno ostalo isto, to se definitivno ne bo spremenilo, zavedno bom ponosna, da sem škorpionka, I mean. A rišeš z marmerji? Predvidevam, da misliš markerji. Redko kdaj rišem z markerji, v bistvu redko kdaj nasploh rišem tradicionalno, zato ker imam tukaj, ne vidite zdajle, ampak mojo grafično tablico in večino časa rišem na njo, ker je bila fucking 700 €. Drugače pa imam, tule noter imam markerje in tole so Winsor & Newton markerji in ja, pač se vem, večkrat bi mogla risati z markerji, ampak zaenkrat ne, imam jih kar neki, no, ampak ja, kako sem rekla, don't use them that much. Tvoj najljubši horror movie? Jaz ful ne gledam horror filmov, čekaj, to moram premisliti. Ful fajn mi je bil As Above, So Below, creepy, pa tek. Lani, ko sem šla v Pariz, sem si ful želela iti v pariške katakombe, ampak pa nisem mogla, ker je bila velika gužva, ampak ja, pač ta film se dogaja v pariških katakombah in je ful epic, but I love it. Zdaj sem tek, če je kak po TV-ju ga bom gledala, drugač pa no thank you. Včasih sem bila tek malo bolj tough, ampak zdaj pa pač priznam, da ne gledam horror filmov, I just can't, cause it's scary. That shit scares me, okay? Naslednje vprašanje je, kaj najbolj ceniš pri Kosti? To, da ima on tudi neke svoje hobije in da znama biti nekaj časa stran drugega. Sicer se je težko, ker pač osebo pogrešaš, ampak jaz sem full introvertirana oseba in rabim nek čas za sebe, ampak to on razume in v bistvu pač, ko sem jaz tek, da rabim malo čas za sebe, to če je on pri meni, recimo pač on sedi tam na posli, jaz delam in ne vem, on igra igrice ali pa ne vem, bere ali pa kaj takega, v glavnem, znama se pustiti primer. Poleg tega, da kuha, ker jaz ne kuham, pa da me ne boste zdaj obsojali, pač recimo jaz pa vozim avto, on ga pa ne in se nekrat izenači. Ja, nasploh pa ful rad pomaga, je pozitiven, vedno zna reči kaj pozitivnega, vedno se smejima. Zdaj smo že 5. mesec skupaj in se v bistvu še nismo nič skregala. Tek nič, absolutno, niti argumenta nismo imela, tek to ni normalno. Naslednje vprašanje, zakaj si pobarvala lase? Ker to delam vsak mesec. Lase vedno zrastejo nazaj. Zakaj ne bi v življenju bil mal divji in naredil neki s svojimi lasi in ne bil skozi tok isti? Kolikrat si že pobarvala lase? Nimam pojma. Ful velikrat in po moje ful prevečkrat. Prvič sem si pobarvala lase nekje v 8. razredu. Takrat sem si naredila blond pramene, pol kasneje, kmalu kasneje sem imela blond ombre. Pa sem se v bistvu ful kmalu začela kar naprej nekaj barvati in sem imela črne lase, blond lase, rdeče lase. Pa sem imela vmes še tisto, ko ste imela pol glave črne, pol glave roza, v glavnem pač vedno nekaj novega. Modre lase, blond, to sem že rekla. Vmes sem si tudi uničila enkrat, da sem si v bistvu mogla postrišti, ampak se izraste nazaj, pač tudi zdaj imam kratke lase and I love it. Najboljši pevec / pevka? Michael Jackson. Poslušam ga že ne vem, full let, 10 what? 10 let? Čakaj, 10 let nazaj je umrl. Ok, poslušam ga več kot 10 let in je nasploh pač legenda. Kljub temu, da je 10 let nazaj umrl, so še vedno novi komadi. Pač vedno najdeš nekaj novega, zato ker nemogoče je, da poznaš vse njegove komade, ker jih je toliko,
Kdaj si se začela ličiti? Ličiti sem se začela v 9. razredu. Takrat sem imela sam tak črn eyeliner spodaj, to je bilo takrat ful moderno, mogoče naredim, da je video o mojemu osnovnošolskemu make-upu. Takrat niti tak maskare nisem uporabljala, pač nobednje ni. Takrat še ni bilo make-up tutorialov pa tega, teda vse, kar si se naučil, si se naučil od mame. Katere slovenske youtubere spremljaš? Nevo Boškin, Lana Novak, koga se še spremljaš? Žaklina Krejič, Vanessa Kovše, moja nova najljubša slovenska youtuber, kako je pač awesome, Alenka Trogrlič. Pejte prečekirati, res je ful fajna. Tako res ful realno pove stvari. Moj najljubši video je verjetno bil 5 stvari, ki jih moški nikoli ne bojo razumeli. To sem pokazala Kosti in smo se skupaj smejala, pač. Ker je vse to fucking res. Instagram ali Snapchat? Zdaj, Snapchat sem jaz ful nehala uporabljati, zato ker ne vem, nekaj na Instagramu lahko dosežeš več ljudi, več lahko imaš feedbacka pa vse to in mi Snapchat nekaj ne paše več, v bistvu na Snapchatu še sam updateam, kdaj je kak nov video, nasploh pa neki nevelik, tako da ja, Instagram all the way. Pizza ali hamburger? Hamburger načeloma ne maram tok fejst, pač nekateri so v redu, večinoma pa ne hvala, tako da pizza. Kjer telefon imaš? Huawei P9. Imaš kakšno željo po nabavi novega make-upa, pač če te mika kaj nabaviti? Jaz zdaj za novo leto sem se odločila, da ne bom zapravljala denarja, nasploh v Sloveniji. Tek sem se odločila, če nekaj potujem, bom celo leto šparala denar za tisto potovanje in si kupila neke kvalitetne stvari, ko si jih res želim. Recimo na tak način sem si lani kupila paletko od Huda Beauty, ki je res ful najboljša, pač lejte tole, a ni fucking amazing. Tele bleščice, love it. Kdaj za boga boste vštimala tisto stensko lučko v sobi? Ja, to zdaj je na steni že od 2. novembra, za moj rojsten dan sem jo dobila in še vedno je nisem vštimala gor. Ne vem. Kaj vse stvari imaš od Star Wars? Ogromno. Imam knjige, imam DVD-je, imam majice, imam hlače, imam kostume, imam igračke oziroma pač lightsaberje. Še celo fucking energy drink imam od Star Wars. Sladkarije, ogromno stvari, pač če piše na nečem gor Star Wars, jaz bom to kupila. Kakšno mnenje imaš o teh trendih torbicah, ruzak, teli, ki imajo le vrvico za naramnice, ki jih potegneš? Ga že imaš? Jaz sem ga imela že kar nekaj časa nazaj, ker sem ga dobila od Cheerful Critters in je bil tisti samorok. Pejte si prečekirati Cheerful Critters. Kaj bi bila po poklicu? YouTuberka. Ko sem bila majhna, sem si želela biti knjižničarka. Ja, wow. Close enough, a ne? Kako si se naučila angleško govoriti? Jaz sem gledala že, ko sem bila majhna, risanke vse v angleščini, pa mislim, da cela moja generacija je, ker je bil takrat Cartoon Network at its finest. Dexter's Laboratory je bil moja najljubša, če koga slučajno zanima. Drugač pa ne vem, vse filme gledam brez podnapisov, vse youtuberje gledam angleške. V šoli, recimo, sem se začela angleščino učiti že v mali šoli, se pravi pri 4 letih, ali 5, 4, ker sem s 5 šla v šolo. Katera je tvoja najljubša TV serija? Sherlock, Supernatural, zdajle sem začela gledati The Crown, ko mi ga je priporočila Tjaša Del, tudi ona je legenda, prej sem jo pozabila omeniti. Orange is the New Black sem gledala, Full House, ful velikih je, ko jih imam rada. Kaj ti v življenju največ pomeni, Kosta? Katera sladkarija je tebi najljubša? Zdaj sem se jaz malo odvadila jesti sladkarije, nikoli nisem bila neki full fan sladkarij, ampak ful rada jem tiste NLP-je iz Midarja. Ne vem, kako se jim uradno reče pri nas. Oziroma, moj friend iz Avstrije jim je govoril UFO-ti, oziroma UFOs. Teda, verjetno so UFOs, ampak upam, da vete, kaj mislim. Katera žival bi bila, če bi lahko bila samo za en dan? Mačka. Ali pa ne ptica, ki lahko leti. Koliko si visoka? 1,70 m. V katerih trgovinah kupuješ največ oblačil? Včasih sem največ oblačil kupovala v New Yorkerju, zato ker ne vem, je bil nekaj najbolj moj stil, ampak zdaj zadnje čase največ kupujem v H&M-u. Ampak ne vem, jaz ponavadi kupim to, kar mi je všeč in ne gledam toliko na znamko. Koliko je star Kosta? 18. Cougar. Tvoja najljubša knjiga? Gatsby, The Great Gatsby, vedno, always. Sej, mogoče Harry Potter cool, pa take stvari, ampak The Great Gatsby. Najljubša hrana, sushi. Tvoja najljubša žival. Vidre so cute, pa rdeče pande so cute, kakve une muce divje so cute. Cute živali pač. Jaz bi jih vse imela. Kaj je Kosta rekel, ko si začela z YouTubeom? Jaz sem Kosto spoznala potem, ko sem začela z YouTubeom, teda sploh ni imel besede pri tem, ker jaz imam kanal že od
leta 2012, tist angleški. Opiši svojo sanjsko zaroko / poroko. Jaz nisem obsedena s porokami, meni dol visi. Jaz sem imela poroko, ne vem, nekje v naravi, kjer sma jaz, pa Kosta, pa... To je to, basically. Zakaj si se odločila za frufru? Ker itak lasi zrastejo. Hvala vam, da ste si pogledali moj video in hvala vam za vprašanja. Pač upam, da vam je bil video všeč. Če vam je bil, mu dajte en like, stisnite tule spodaj subscribe, preverite me na mojih socialnih medijih, pa še kaj komentirajte. To je to. Se vidimo v naslednjem videu. Čau!